večer verjetno Lista Virant dala enotno stališče, da naj tožilstvo ostane, tam, kjer je pravosodje in bo torej zdaj relevantno vprašanje v drugi stranki. Vi boste v SNS-u podprli to idejo? Poglejte, mi smo že takrat imeli stališče in nismo videli težav, ko smo koalicijsko pogodbo podpisovali, tako da tudi sedaj ne bomo imeli. Je pa res, poglejte, vsaka stranka ima lahko svoje predloge, svoje videnje. Vemo, da se moramo vse koalicijske stranke s tem strinjati in če tega konsenza vseh strank ni, potem pač sprememb koalicijske pogodbe tudi ni. Dobro, zdaj ste rekli, če konsenza ne bo, ampak konsenz je odvisen od vas. Kakšno je bo vaše? Mi nimamo problema s tem. Lahko ste za to, da ostane tožilstvo pod kosom? Kakorkoli se bomo že dogovorili oziroma se bodo dogovorili, za nas ni z vami Slovenski ljudski stranki. Bi lahko zadeva recimo bila relativno hitro pod streho? Jaz mislim, da je. V smislu, da bi ostalo tako? Tako ali drugače. Do konca tedna mogoče za pod streho? Tudi mogoče. Ni pa nujno. T6 jutri ga predvidoma obravnava vlada. Včeraj je protikorupcijska komisija predstavila kar precej pretresljiva dejstva. Ali torej poroštva stališča SLS, mislim, bo SLS podprl poroštva za T6 po ugotovitvah KPK? No, zdaj, ta stališča so zagotovo, oziroma ti izsledki protikorupcijske komisije so seveda grozljivi. In jih je treba zelo resno vzeti. Jaz verjamem, da jih bodo resno vzeli tudi vsi ostali preiskovalni organi in organi, ki morajo to obravnavati in čim prej prišli seveda do končnih ugotovitev. Zdaj, kar se samega projekta tiče, jaz, tako kot sem že večkrat dejal, ne vidim možnosti, da projekt Kontakt v fazi, v kateri je, v katerega je bilo vloženih 500-600 milijonov evrov, zaustavi. To pomeni, projekt se mora nadaljevati, potrebno pa je povedati, kaj je za vsem tem bilo narobe in tisti, ki so odgovorni, pač bodo tako ali drugače odgovarjali. Poroštva pa bodo jutri potrjene? To bomo pa videli na seji vlade. SLS bo za? Mi bomo to podprli. Zdaj, veliko teh teh očitkov korupcijske komisije, protikorupcijske se veže na Uroša Rotnika, kandidata na listi SLS. To ne govori, ne spremenja nobenih, kar se tiče nas, zato ni nobenih sprememb. Vsi pač odgovarjamo za svojimi dejanji pred zakonom, tudi Uroš Rotnik, tudi Radovan Žerjav, vsi odgovarjamo, tako da ni nobenih problemov. Ampak sta recimo videla govorila v teh dneh? Zdaj v teh dneh ne.